Lepo pozdravljeni, dobrodošli v eni prav posebni oddaji, ki je posvečena eni prav posebni punci. In verjamem, da če rečem ime Katja, da vsi vemo, o kateri Katji govorim. A kljub vsemu bomo oddajo pričeli z njeno sliko, ki je obkrožila celotno Slovenijo, tako kot tudi njena zgodba. In danes je z menoj v moji družbi njena mama Tatjana, ki bo delila svojo, njeno, ne bom rekla našo, ker ni naša zgodba. Dobrodošla, Tatjana, pozdravljena. Živjo, Lili. Hvala ti, da si z mano. Takoj ob začetku bi povedala, da ne, da si samo Katjina mama, si tudi moja dolgoletna dobra prijateljica. Res je. Da ti hvala za vse skupne trenutke in predvsem hvala, da si tudi danes, bom rekla, zbrala pogum, zbrala moč, da si prišla sem, ker imava eno prav posebno željo, prav posebno prošnjo, ki jo bova delili z vso Slovenijo. Bi pa vseeno pričela s najbolj preprostim vprašanjem. Kdo pravzaprav je bila Katja? Kakšen otrok je bila? Kakšna punčka je bila tvoja punčka? Ja, res je moja punčka. Katja je bila živahno, veselo, razigrano dekle, polna upanja, polna ciljev, želja, tako. A je bila kaj navihana, a je kaj nagajala? Vedno. To so tipična vprašanja staršem. Ja, vedno je nagajala, ampak tisto srčno. Neuporniško, kakor se jaz spomnim. Ni bila upornica, ampak bila je radovedna, željna življenja. Tako je. Imela je res ogromno tiste empatičnosti in srčnosti v sebi. Bila je tudi prostovoljna gasilka, že to veliko pove. Ja, ona je tudi že hodila na te vaje, oziroma tudi, ko so imeli poleti, bila rečemo suša, sem govorila z njo, so šli po vodo in so gasili in donirali vodo, kjer je bilo potrebno. Spravi aktivna punca, polna življenja in predvsem, bom rekla, predanosti tudi drugim. Drugim, tako tudi pela je rada. Tako da je. Kdo je njena najljubša pevka? Najljubša pevka. Ja, velikih je imela. Ona je imela, samo da je bila harmonika. Tako bom rekla. Super. Harmonika je njena najboljša pevka. pa kar zraven pride, je to. Pa kar je zraven, tako je. Super. Kakšne so bile njene sanje? Kakšni so bili njeni načrti za prihodnost? Koliko je bila stara, ko nas je zapustila? Stara je bila 20 let. V bistvu z letošnjim letom naj bi si začela ustvarjati družino s fantom. Je želela biti mamica? Želela si je postati mamica dvojčkov, blazno si je želela imeti dvojčke. Tako da v bistvu sta tudi začela s fantom resno razmišljati o obnovi hiše oziroma zgornjega nadstropja, da bi si uredila svoj dom. In začela skupno življenje. Kot vem, si tudi želela odpreti slaščičarno. Tako je, res je, slaščičarno, to je bila njena vizija. Želela si je iti tudi v tujino še študirati. Prav to stroko, ja, to smer. Blazno je uživala v peki tort, slaščic. Ampak torte so bile tista njena strast, ki je žarela, ko je ustvarjala. Se pravi, če zaobjameva, polna nekih idej, polna neke perspektive. Ker ti najbolj pogost komentar ob tem neljubem dogodku je bil, še celo življenje imela pred seboj. Ali je pa vse izkusila? Odvisno, s katere strani gledamo. Vse je stvar perspektive, tako je. Tako je. Če gledamo onkraj tančice, gledamo tako, da je doživela to, kar si je ona želela doživeti. In dano je bilo 20 let. Zato se mi zdi pomembno tudi opisati dejstvo, da je bila živahno ustvarjalno dekle. Ker ena izmed domnev je bila tudi nasprotna, ampak tega se bomo dotaknili kasneje. Zdaj pa najbolj pereče vprašanje. Kaj se je v bistvu zgodilo temu sončku, ki si je želel imeti otročke, slaščičarno, skupno življenje, družino, pomagati? Odločila se je za cepljenje, katero je bilo žal usodno. Če se izogneva govoricam, domnevam temu, da je v tem obdobju zadnjih 2 let bilo veliko ljudi, strokovnjakov in zelo pametnih. Kaj konkretno je uradni razlog njene smrti? Kaj bi rekla stroka? Stroka, uradni je, da je umrla zaradi
cepiva Janssen. Se pravi Johnson & Johnson. Tako je. Ali je njo kdo opozoril, Nihče. karkoli vprašal? Nihče. Tudi o tem je bila potem kasneje velika polemika. V bistvu zdaj bi čist tebe konkretno vprašala, kaj se je zgodilo. Se pravi, cepila se je in potem? Potem 10. dan jo je začela boleti glava. Rekla je, da je to drugačen glavobol kot sicer. In postalo je, bolečina je postala v bistvu neznosna in smo poklicali pomoč. In je bila odpeljana na nevrološko kliniko, kjer so za njo res maksimalno poskrbeli, ampak žal je bilo cepivo premočno za njeno telo. Je prišlo do strdkov, do zastoja srca, do česa? Imela je hkrati strdke in hkrati krvavitve. Tako je. Malo mi je še težko o tem govoriti, ampak takrat želeli so ji pomagati, ampak enostavno je bilo res, cepivo je bilo premočno in žal usodno, prišlo je do možganske smrti. Kaj pa potem? Veliko je bilo govoric, veliko je bilo domnevanj. Bi mogoče želela se posvetiti tudi temu, pa ne zato, da bi se zdaj, oprosti po domače rekla, prepocavali, ampak njej v spomin, kaj je res in kaj ni res. Marsikaj smo slišali, marsikaj se je govorilo. Ja, prišlo je do marsikakršnih grdih govoric. Jaz razumem, da ljudje, ko smo v strahu, da začnemo obsojati, da iz strahu privrejo marsikateri dvomi. In tudi za našo Katjo se je govorilo, da je bila bolna na ledvicah, da je bila narkomanka, da se je šla 11-krat cepiti, zato da je zaslužila. Tako je, da bi zaslužila. Ampak jaz vem, da je to njihov strah. Jaz se sicer nočem. Se pravi, ne bi se želela zdaj spuščati v rekla kazen, ampak se mi zdi, da je pač pomembno, da poveva, kakšna pa je bila resnica za vsemi temi govoricami. Ja. Kakšna je bila pa tvoja izkušnja z mediji? Jaz bi si mislila, da so za tabo kar planili in želeli tvojo plat zgodbe. V bistvu sem si tudi jaz tako mislila, če sem čisto iskrena. Ker to je v bistvu, to se ne dogaja kar tako, a ne? Tudi taka odmevna novica je bila takrat. Jaz sem pričakovala, da bo to tako kot v filmih, da to pridejo na vrata, da so to paparacije za telefon, da bo skozi zvonil. Na koncu tega ni bilo. Jaz sem si želela že prej deliti to zgodbo, že zato, da bi pokazala in povedala svetu, da dejansko, kot je bilo potem tudi potrjeno od komisije, da je krivo samo cepivo, nič drugega v ozadju. Katja je bila ni bilo pridruženih z bolezni, ni bilo uživala nekih tako in drugače substanc. Tako je. Katja je bila popolnoma zdrav otrok, poln ciljev, polna življenja, polna je bila. Kako naj drugega rečem, res je bila polna. Ti se v tvojih očeh vidi, kaj hočeš povedati. Tako da se mi zdi, pa si ti poskusila mogoče vzpostaviti stik z medijem in povedati svojo zgodbo? Sem poskušala, pošiljala sem maile, ampak žal tudi ni bilo nobenega odziva nazaj, da bi mi kakršenkoli odgovor dobila. Potem se je edina, ki se je potem oglasila, je bila novinarka Polona iz Novice 24. Kjer je tudi šel izvrsten intervju. Tako je. Mislim, da si ga objavila tudi na svoji Facebook strani za vse tisti, ki ga mogoče niso prebrali. Res je bil izvrstno narejen intervju. Pa da ne bi bile tukaj predolge. Prej si omenila tudi ledvica. Če prav razumem, ledvice so bile zdrava. Ledvice so bila popolnoma zdrava, saj dokazujemo tudi s tem, da smo darovali organe. In sicer, ko smo prišli v sejno sobo, da smo se pogovorili z zdravnikom, ko je pač žal povedal, da ni več pomoči, da ji ne morejo več pomagati, takrat sem jaz zaslišala glas.
daruj moje organe. Do konca sočutne in empatične. Tako, in tisti trenutek, ko sem jaz začela govoriti zdravniku, da si želi Katja darovati svoje organe, je bila še ena potrditev, da je to res njena želja, ker na monitorju se je povišal utrip, ki je bil prej 80, okrog 80, potem je utrip zrastel na čez 110. In to je nekako potrditev, da je to dejansko bila njena želja. Vem, da je v danem trenutku o tem težko razsojati, ker hkrati imaš aparature še delajo, otrok diha, ampak To mora biti grozljivo, težka grozljivo. odločitev. Ampak veš, ko čutiš, da je to želja Katje, od nje samo spustiš. In je tista moja, v bistvu sem občutila hvaležnost, da sem ji lahko še omogočila zadnjo željo. Naj, če je že za njo končana zgodba, naj se njene celice še vedno v bistvu naj živijo naprej. In tako ledvice smo darovali, so šle v Zagreb, roženice, koža, moram poudariti, da je šla za ljudi z balonarsko nesrečo, so dobili njeno kožo, da bojo lahko imeli lep obraz. Srce je pa tudi, te 4 stvari, so v Sloveniji ostale. No, in ko govorimo o srčku, Ja, srce je tisto, ki bije. In jaz še vedno čutim, da bije njeno življenje, ne da življenje, ampak njeno srce bije. In želim si spoznati to osebo, katera ima Katjino srce, ker želim si, da takrat, ko je v bistvu 30. septembra ali 31. septembra, če si dobila srce, darovano srce, to srce je Katjino. Želja mi je, velika želja, da vas objamem. Da zopet občutim bitje srca moje Katje, ki je zraslo v meni. torej, vem, da teh informacij ne smejo izdajati. Jaz bi si zelo želela, če se prepoznate v tem datumu, v srčku, če tako čutite, seveda, da se javite Tatjani, da izpolnimo to željo. In tudi Katji, sem prepričana, da bi tudi ona si želela, da ti njen srček znova slišiš. Ti mi pa lepo prosim povej, kako naj te kontaktirajo. Lahko me kontaktirajo na moj mail, onkrajtančice@gmail.com, in se mi lahko tam javijo. Zelo bomo hvaležni. Jaz si Iz resnično srca želim, bomo da bi hvaležni. tudi, če mogoče vi koga poznate, tisti, ki sledite tej oddaji, zelo bom jaz hvaležna, Tatjana hvaležna, Katja hvaležna. In verjamem, da marsikdo, ki tole zdaj spremlja, lahko razume to resnično globoko. In bom preprosto rekla željo mame. Deva tako reči, mogoče, ja. tako reči. Ja. Tvoja izkušnja izgube si ne drznim sploh poskušati razumeti, kako globoka, kako boleča, kako tragična je bila. Te poznam že dolgo let, vem, da si močna ženska, vem, da si veliko dala v življenju skozi, tudi sama si ravnokar prebolela raka. Resnično moje globoko spoštovanje, Tatjana, tebi in vsemu temu, kar ti si. Bi te posebno vprašala, kakšna je bila tvoja duhovna izkušnja izgube, za vse tiste, ki se mogoče tudi to sprašujejo? Ja, moja duhovna izkušnja je bila, mogoče se bo malo drugače slišala, ampak nekako luč na koncu tunela mi je ravno dajala ta bolezen. Zakaj? Zato, ker sem doživela po operaciji nek reset svojega telesa. To se pravi, tudi moja duša je želela zapustiti to zemeljsko sfero. In
takrat sem doživela, kako je in videla, kako je na on strani. In prečudovito, lepo, mirno, brezpogojno. In tisti trenutek, ko je prišlo do tega trenutka, ko je Katja odhajala, sem zaupala, ker sem vedela, kam odhaja. In Čudovito to je, povedano. jaz sem medij, tudi pomagam ljudem pri odhajanju, to se reče tudi hospic. Tudi osebno asistenco, tudi z invalidi Tako delaš, je. tudi terapevci, marsikaj si. Marsikdo je tudi odšel na mojih rokah, v mojem objemu. Ampak vseeno bom rekla, biti mama je le biti mama, je vsem drugačna vloga. Verjetno vsem popolnoma drugačne izkušnje ali pač. Bolj čustveno je. Ne? In ti, če vklopiš čustva, seveda, ampak če vklopiš čustva, tukaj v bistvu gledamo egoistično, če lahko tako rečem, kako je nam hudo, nas je zapustil. Mi imamo to izgubo in tako naprej. Tako je, mi jim gremo v vlogo žrtve. In ko pridemo v vlogo žrtve, potem tudi začnemo kazati, kdo je kriv za to. Ni nihče kriv. Tukaj je samo dušni dogovor. In tukaj se moramo v bistvu osredotočiti na dušo. Tukaj je končana zemeljska pot in za dobrobitje nas in nje, za lažji odhod, za lažji prehod zemeljskega v dušno, je treba dovoliti, je treba spustiti. To se mi zdi izjemno pomembno, ker absolutno vsi smo samo ljudje. In jaz verjamem, da ko beremo knjige, hodimo na delavnice, meditiramo, da ta teorija nam je nekako mogoče logična, razumljiva, ampak ko si v dani situaciji ni težko spustiti, seveda zgodba popolnoma drugačna. Se mi zdi pa izjemno pomembno poudariti, kako zelo pomembno je duši dopustiti odhod. Kaj je tvoje mnenje kot medij, kot terapevt, kot nekdo, ki delaš, se pravi, si profesionalka, da Tako mogoče je. malo nerodno izberem besedo, pri pomoči ljudem v odhajanju, kako zelo lahko okolica vpliva na odhod? Se pravi, če bi se zdaj šlo za neko meni ljubo osebo, koliko dejansko lahko jaz energijsko vplivam s tem, da se te osebe oklepam? To je ogromen pomen, ker tisti trenutek, ko se duša odloči za odhod, mi moramo to spustiti. Ker nihče ni naša last, vsi smo svoji. Vsak je prišel s svojim namenom tukaj in zdaj. In vsak ima svoje poslanstvo in vsak ima tudi določen čas, koliko časa bo preživel v zemeljski sferi. In potrebno je gledati in doživeti dušni dogovor. To se pravi, tudi ko pride do odhoda, ko se duša odloči iti domov, enostavno res je težko priti do tega, ampak enostavno moraš začutiti hvaležnost. Je globoka bolečina. Jaz sem doživljala fizično bolečino, ko se je meni, če govorimo zemeljsko, meni se je to dogodilo, včasih tudi iz postelje nisem ostala. To tako fizično boli, kot da bi ti na živo iztrgali otroka iz telesa. In hkrati iz srca. To se pravi srce in v trebušnem delu, takrat, ko sem občutek, ko si noseč, kot da ti bi iztrgali. Pravi iz maternice, iz tega prvinskega občutka povezanosti s svojim otrokom. Ampak to je fizično, to je zemeljsko. Zato se moramo poglobiti vase. Kaj je izkušnja? Izkušnja ni to, kar doživimo. Izkušnja je tisto, kar iz izkušnje mi naredimo. Če te smem prekiniti, mogoče vprašati, ti imaš še eno hčerko, kako se je sestrica soočila s to izgubo? Leja je danes tudi z mano, ker največja podpora mi je ona. Za njo živim res, da
Mislim, ona se ni hotela soočati pred kamero, lahko pa preberem, Prosim, kako si je seveda. ona. Podeli z nami. Hvala. Z lejnim dovoljenjem bova še podarili zraven. Tako. Lahko. Bilo je zelo težko sprejeti. Izgubo sestre je bila zelo težka preizkušnja. Potrebno je bilo najti žarek upanja in sprejeti, kar se je zgodilo. Da sem vse to sprejela, je bila potrebna zelo velika moč. Pomagala mi je duhovnost in dejstvo je, da obstaja nekaj več. Ne samo to, kar vidimo zemeljsko, da obstajajo energije, duše. Ko sem izvedela, da je to bil dušni dogovor in njena odločitev, sem kljub bolečini in temu, kako hudo je, sprejela njeno odločitev in je nisem obsojala. Vedno bo manjkala in slika, odkar je ni, ne bo nikoli več popolna. Kljub temu, da fizično ni več prisotna, jo čutim ob sebi in ne glede na vse, bo moj sonček in luč na koncu tunela. Moja sestrica Katja. Verjamem, da bo marsikomu še vedno, tudi po svojem odhodu, luč na koncu tunela, ker se mi zdi, da je zelo pomembno, kako tudi mi to zgodbo sprejemamo. Zato sem ti hvaležna za to, da si se ti odprla, ti podelila svojo izkušnjo, ki je še kako zelo boleča in težka. Za vse tiste, ki mogoče se soočajo z istim, kaj bi jim ti, kot mama, ki je izgubila Katjo, ti kot medij, ti kot terapeut, ti kot nenazadnje ženska mama, ti mogoče svetovala? Jaz bi svetovala na tak način, kot sem šla sama čez to. To se pravi, takrat ni pomembno, kje smo, kako stojimo, kaj je na zemlji. Takrat je pomembno stik z dušo. To se pravi tudi, da se povežemo. Jaz veliko meditiram. Jaz preko meditacij se soočam z določenimi ljudmi, tako kot sem se tudi s Katjo. In tudi, ko je Katja bila v odhodu, sem šla v meditacijo, sem ji povedala, Katja, ti od odzgoraj točno veš, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo, kakšne bojo posledice. In prosila sem jo, naj najde rešitev. Ker tisti trenutek, ko preidemo iz zemeljskega v dušno, jaz s Katjo nikoli in nikdar nisem bila bolj povezana, kot sem danes. Ker je 24/7 ob meni. Ne ima službe, ne hodi v šolo, nima zobozdravnika. Ne? Je samo z mano in tudi ta trenutek stoji tukaj zraven. Je med nami. Sigurno ta prisotnost, bom rekla, ne glede na to, za vse tiste, ki mogoče so dvomljivci, ne verjamejo v sposobnost medijstva in pogovora s preminulimi. To neko prisotnost vseeno vsi včasih znamo začutiti, če si le dopustimo. Bi rekla, da je kdo nesposoben te povezave? Vsi smo sposobni, samo dovoliti, tako kot praviš, ne? Dovoliti si je potrebno. Naprimer, jaz tudi nisem vedno verjela, če sem čisto iskrena, ne? Ampak prosti se, jaz še spomnim najinega prvega srečanja, moram povedati, da se je kar kregala malo z mano, da ona pa ne, to pa ne. Ne, jaz ne. Ona ne. Ampak si čudovita v vsem tem, kar počneš, ravno zato, ker si dovoliš priznati, da nečesa ne znaš in da se nečesa še učiš, kar se mi zdi, da je tisto najbolj pomembno v življenju. Pa si v bistvu te duše, ne, v tem primeru Katja, jaz Katjo prosim, Katja, dvomim, pridejo dnevi, a ne? Pokaži mi, daj mi en znak, da si ob meni. In to so taki znaki, ampak jaz tudi sama rečem, ok, hočem znak, ki je nemogočen. To se pravi, da iz police, ki je stvar, ki je čist na koncu police, naj pade na tla, če si ob meni. In to se zgodi. Bom rekla, toliko knjig o temu napisanih, toliko ljudi, toliko milijonov danes ljudi ima podobne izkušnje, pa nekateri še vedno dvomijo, ampak tako kot si sama prej lepo rekla. Dokler ne doživiš. Tako, vsak ima svojo pot, vsak ima svoje lekcije, vsak ima svoje izkušnje, ki je mogoče zelo drugačna, tako da vsi se pravzaprav vsega šele učimo,
Kaj pa bi bilo mogoče tvoje sporočilo tistim, ki so v odhajanju, ki se soočajo morda s težko boleznijo, z neko poškodbo, starostjo, dušam, ki jih je mogoče strah tega prehoda? To verjetno zaradi tega, ker strah nas je česa neznanega. Ne? Jaz sem mogla doživeti preko operacije, da sem pogledala v ta svet. Ampak če bi si pa jaz to dovolila že prej, preko meditacije, preko vsega in dovolila uvideti, v bistvu bom tako rekla, sanje. Saj mi gremo vsak dan v onstranstvo, mi gremo vsak dan domov, to so naše sanje. In če bi dojemali sanje ravno tako kot odhod domov, nas tega ne bi bilo strah. In v tistem trenutku, v danem trenutku, ko pride čas odhoda, ko mi gremo domov, ko nas pridejo duše iskat, lažje zapustimo telo in odidemo. In je lahkotno in v bistvu tudi svojci, ki ostajajo na zemlji, bojo prišli lažje čez ta prehod bolečine, sprejemanja in tako naprej. Absolutno, če mi vemo, da je nekdo odšel v miru, pomirjen življenjem, je absolutno lažje sprejeti, kot če ne. Zelo pogosto vprašanje, ki se poraja pri tem, je, kaj pa če duša zaide? Beremo o temnih angelih, o temnih silah, o temu. Marsikaj lahko preberemo. Kaj je tvoje mnenje o tem? Jaz bom rekla tako, da duša nikoli ne zaide. In duša ima jasne cilje. In lahko primer povem, da neka gospa je bila v odhajanju. In 14 dni sem bila res vsak dan kar po par ur z njo in na koncu je tudi izdihnila v mojem naročju. Ampak predno je prišlo do odhoda, sva se midve pogovarjale. Ona sicer ni dost ti mogla več zaradi bolezni govoriti, sva se pa čutile. Je pa prikimavala in odkimavala. In jaz sem ji takrat začela govoriti, kako lepo je na onstranstvu, kam ona odhaja, da je svetloba, da takih barv, ki jih mi poznamo na zemlji, ni. Tišina, tam ni, tudi na zemlji, ko si ti v prostoru, hitro lahko zaideš v osamljenost. Tam od tega občutka ni, tam lebdiš, tam je tako popolno, tako čudovito. In jaz sem to tej gospe vse razlagala. Videla sem ji v očeh, sicer ni ne odkimala, ne prikimala, ampak videla sem pa v očeh, kaj ti meni govoriš. In jaz sem jo še vedno zblojena. Tako, nekaj podobnega. In jaz sem jo v bistvu božala in sem ji govorila, zaupaj mi. Zaupaj mi. No, in ko se je zgodilo, zadnji izdih, ko je gospa res odšla v svetlobo, tudi odprem jaz takrat nebeška vrata, da je prehod še lažji. Čez 2 dni je prišla k meni v sanje. Tega ne bom nikoli pozabila. Prišla je k meni, objela, pobožala in rekla, gospa Tatjana, nisem vam verjela, ko sem bila še na zemlji. Ampak tukaj je res čudovito. Hvala, ker ste mi kljub vsemu, kljub temu, da sem bila neverni Tomaž, sem vam začela zaupati in prehod je bil veliko lažji. Če bi to vedela jaz prej, bi se za to stvar že prej odločila. Ne bi mi bilo treba trpeti, da sem zbežala iz telesa zaradi bolečine. Ker ni bilo druge rešitve, kakor iti. Ker telo je bilo končano. Ne? To je zemeljska pot. Bom rekla, ne samo Indijanci, prepričana sem, da vsa stara ljudstva pomagajo duši pri prehodu. Družina je zraven, pojejo, molijo, ampak dejansko gre za to, da se pač poslovijo in da pomagajo tej duši. Ja, ker duša je večna. Kar je zemeljsko, vse ostane na zemlji. Zato je rek, ne, se naš vzel nobene stvari s sabo. Je tudi telesa, ne. Res je. Kar je zemeljsko, na zemlji ostane. Ob koncu bi te vprašala še,
Pri vseh teh sporočilih in nasvetih, ki smo jih podelili, bi podelila še kakšno sporočilo, morda Katji? Katja ve za moje sporočilo, kajti mi, da sva v stiku vedno bolj. Rada bi, da ljudje slišijo njeno sporočilo, kaj bi ona želela sporočiti. In to je, poiščimo svoje vrednote, poglejmo vase in bodimo srčni in dobri do sebe. Ne karkoli okolica pravi, najdimo pot k sebi. Tatjana, hvala ti. Hvala, Lili. Hvala ti. Jaz bi še enkrat ponovila, kateri datum smo rekli? 4.4. Oddaja bo 4.4., govorim pa o srčku. Se pravi, če ste prejeli srce... 30. ali 31.9.2021. Če se prepoznate v tem opisu, dajte lepo prosim Tatjano kontaktirati, se povezati z njo, mogoče če poznate nekoga, ki je prejel srce, jih pobarati. Tatjana, še enkrat ti hvala. Hvala tebi za povabilo. In Katja, počivaj v miru.